Živijo vse skupaj. Kako se počutiš v svojem domu? Jaz vsake toliko začutim, da ga je treba malce prečistiti, pa ne samo fizično čiščenje, ampak tudi energijsko čiščenje. Dom drugače resonira z našo vibracijo. In potem, če se dobro počutimo, je v našem domu lepa energija. In obratno, ko smo take zoprne volje, se ponavadi ne počutimo dobro, nas vse moti, da nas se ucelili in tako naprej. No, ne vem, kako je z vami, ne? Ampak z mano je vsake toliko točno tako. Tudi za čiščenje našega doma obstajajo tehnike, zopet smo pri vizualizaciji. V moji knjigi Z energijo živim, na strani 181, boste našli tudi to tehniko, ki je v bistvu ima precejšen efekt. Jaz recimo včasih po fizičnem čiščenju očistim naš dom še energijsko, ne pa vedno, recimo če začutim. Dobro bi si ga tudi pogledati. Veste, danes se že veliko teh radiestezistov in tako naprej. Če slučajno so kakšni vodni tokovi spodaj, lahko si kupite kristale, orgonite, recimo takole so kristali tukaj. So tudi obstavili neke piramide, no ampak tisti, ki, če še ne zaznavate dobro energijo, potem je dobro, da koga vprašate, da vam pove, če so slučajno spodaj kakšni tokovi. Jaz sem zadnjič na eni diagnostiki, ki je pregledala moje telo in je rekla, da imam v redu tokove, da imam urejene, medtem ko pri prijateljici je tako upozorila, da so neki tokovi spodaj in da more pogledati, kaj je. Ja, ker v domu so energije, v domu smo mi, v domu se dogaja vse mogoče. Ne pozabite tudi na prostor, kjer delate, pisarne recimo, je zelo pomembno tudi prečiščevati vsake toliko. Dobro, zdaj tukaj bomo šli zdaj kar po tehniki, tako kot piše, jaz vam gledam, se ne, da ne vem. Pa začnimo in sicer se usedemo. Noge na tleh, roke v položaju, recimo s prsti skupaj navzgor. Ja. Zapremo oči in začnemo dihati. Pa si zdaj zamišljamo naš dom pred sabo in ga obdamo z vijolično kroglo. Taka velika vijolična krogla naj zaobjame ta naš dom z vseh strani. In zdaj ta krogla spušča navznoter žarke, vijolične žarke in dejansko teh žarkov nešteto, tako kot eni laserski žarki so z vseh strani, ki čistijo naš dom. Vijolična v bistvu barva čisti nižje frekvence in jih transformira v višje. Tako da bomo zdaj najprej z vijolično kroglo to naredili in kar dihate globoko.
Lahko zdaj zamenjate pa očistite vašo pisarno ali delovno mesto, kjer ste, ali svoje, ne vem, če imate svoje podjetje, prostore, tovarno, karkoli, ja, kar dajte celo stavbo v to vijolično kroglo. Tako, zdaj pa to vijolično kroglo spremenimo v belo, v kroglo bele barve in najprej svoj dom, da postavimo v to kroglo in vizualiziramo te žarke, kristalno bele, srebrne žarke, kako v bistvu pa naš dom polnijo in mu dajo višjo frekvenco energije. In še prostor, kjer delate enako, obdate z belo kristalno srebrno kroglo in ga tudi energizirate. Še 3 vdihe, izdihe. In zaključimo. Zdaj, čistimo lahko dom, poleg te vizualizacijske tehnike, tudi na druge načine. Eden izmed teh so te dišeče palčke, jo prižgete in greste po vseh prostorih, po vseh kotih, tudi s to namero, da se prečisti, kar je treba, tudi da se požene energija v tek, recimo, ker včasih kaj zastaja. S tem, da je to povezano tudi z vašim življenjem, tudi v vašem življenju nekje energija zastaja, oziroma v vas, in zato potem tudi se to materializira navzven v vašem domu. Nekateri uporabljajo tudi žajbelj, ga zakurijo v ponvi in ga v bistvu grejo po prostoru. Za čiščenje je dobra sol. Sol lahko kar sol potresite po tleh in jo pustite en čas, lahko greste od doma recimo takrat, in jo potem, ko pridete nazaj, posesate. Lahko jo daste v skodelice in v določene kote ali pod posteljo in tako pustite recimo čez noč in odstranite to sol. Ta sol ni potem za uporabo, ja? Jo kar lepo vržete lahko v WC ali pa v bioodpadke. Nekateri čistijo tudi z zvokom, posebni zvonček.
zvončki obstajajo za to in z vokom pocemljaš ali pa z gongom, s kristalnimi skledami. Ja. Tako da je v bistvu veliko različnih načinov čiščenja našega doma. Je pa dobro se tudi malo vprašati, kako ti je všeč postavitev, vsake toliko kaj zamenjati, kakšno novo rožico kupiti, pa kakšno sliko, mogoče kakšen kipec recimo, date svojo lučko, ali pa zavese zamenjate, dodatke, zdaj imate že toliko teh dodatkov, pa res so poceni, ni noben problem, si z majhnimi dodatki potem popestrite svoj dom. Lahko pogledate tudi po feng shuiu, kako je, ali pa po vastuju, da je energijsko nekako usklajeno z vami in pa da seveda privablja tisto, kar si želite. Da je dom čist, da je prostoren, da si v njem se počutiš dobro. Tako da le poskrbite v tej smeri, da ko prideš domov, je to res tvoj tempelj, bi se reklo, ne? Ker potrebuješ, da se omakneš od vsakodnevnih opravil v prostor, ki te podpira in te polni. To bi bilo za danes vse. Hvala za pozornost. Lepo se imejte doma, poskrbite za svoj dom in pa seveda tudi za svojo energijo. Uživajte in se vidimo. Čau!